Z nami direktor in programski vodja festivala Animateka. Igor, letos poteka že 7. edicija Animateke. Kaj nam prinaša? Zelo veliko, prinaša še več kot lani. V bistvu mislim, da smo dosegli nek količinski rekord, mislim, da je 540 filmov na sporedu, čeprav gre, treba policije povedati, da je 40 filmov, ki so jih delali otroci v novem programu festivala Animateka. Otroci se predstavljajo. Upam, da bo to postala stalnica, ravno zaradi rezultatov delavnic, ki jih pri nas in tudi vedno bolj tudi po svetu, ker dosegajo kvalitetne izdelke, tako da je tudi to potrebno pokazati. Vendar je rdeča nit 7. Animateke, poleg vseh že do zdaj znanih programov, tekmovalnega programa vzhodne in srednje Evrope, programa Slon, torej najboljših filmov za otroško publiko. Nov tekmovalni program je program evropskih študentskih filmov. Upam, oziroma prepričan sem, da bo ostal in da bo v naslednjih letih še bolj se izpostavil tudi ta program, da bomo še več filmov dobili. Rdeča nit je pa vsekakor velika zgodovinska retrospektiva avantgardnega animiranega filma, ki nas je konkuriralo 10 mednarodnih selektorjev in pač tudi zelo obsežen in velik fokus na nemški animirani film, zgodovinski, ki ga je pa kuriral zunanji kurator Andrej Ekar, direktor Inštituta za animirani film iz Dresdna. Nekatere novosti je tudi še program Cartoon Door. Od letos je Animateka del tega evropskega združenja oziroma festivalskega kroga, ki sodeluje pri izboru najboljšega evropskega filma animiranega in s tem tudi dobi pravico do predvajanja njihovega programa. Zelo zanimiv bo tudi program sodobnega japonskega animiranega filma. Dva japonska gosta ga boste posebej predstavila. Celovečerni animirani filmi za različne starostne skupine, za družine, za odrasle, za otroško publiko. Sigurno sem še kaj pozabil, ampak program je zelo obsežen, tako da dejansko predlagam, da se vzame v roke katalog in se ga prelista in se pač ne zamudi tega ogromnega oziroma obsežnega programa. Dajmo se vrniti še malce k retrospektive. In sicer, bilo vas je 10 selektorjev, kako je sama selekcija potekala? Zdaj govorimo o avantgardnem filmu. No, to je bil neka vrsta eksperiment. Na koncu se je pokazalo, da je šlo za zelo dobro potezo, kajti poleg tega, da so kuratorji predlagali naslove, so morali tudi predlagati tudi, kje se da print oziroma film dobiti, pri katerem arhivu, tako da je bilo vse skupaj enkrat, ker je bil program sestavljen zelo na nek način lahko. Tle se moram posebej zahvaliti dvema sponzorjema, Lightcon iz Pariza, v bistvu mogoče najmočnejši svetovni arhivni distributer avantgardnih eksperimentalnih animiranih filmov, in seveda Filmmakers Cooperative iz New Yorka, ki pa nas je v zadnjem trenutku rešil, predvsem z zaključnim filmom Harryja Smitha, katera kopija je samo pač pri njih v hranjenju. Lahko izpostaviš morda kakšno ime selektorja, kakšno delo, ki ga imamo videti? Sigurno Marcel Jean, ki ga tudi vabimo naslednje leto v žirijo, naš quebeški prijatelj, neodvisni filmski teoretik, analitik, programer, je zelo pomagal, ampak mislim zdaj izpostavljati, vsi, ki smo sodelovali, smo pridodali kocko v mozaik. Bodo ob tem potekali tudi kakšne okrogle mize? V bistvu je predvidena ena okrogla miza, takoj v torek, kjer naj bi tudi sami kuratorji in gostje festivala, ki se ukvarjajo z eksperimentalnim avantgardnim animiranim filmom, poskušali najti definicijo tega, oziroma mislim, da je niti ne bomo našli, kajti ta pojem in ravno s to retrospektivo bomo pokazali, da pač ne gre samo za negledljive filme, ki pač se igrajo z glasbo in podobo. Pač ta avantgarda, ker gremo skozi zgodovino, pač je na nek način pač starejše zadeve, seveda so zgodovinsko postavljene v nek okvir, kjer lahko gremo po nekakvih knjigah in najdemo, ampak predvsem to, kar se dogaja v zadnjih 5 letih, je pa zelo zanimivo in mislim, da tudi te programi sodobnega avantgardnega filma pričajo o tem, da kakor je Marcel Jean napisal v uvodniku, da je avantgardni animirani film kot Feniks, umre in se ponovno rodi, in to se
to se dogaja pač na vsakih nekaj let. A nas lahko še opozoriš na spremljevalne dogodke, delovne zajtrke in podobno, ki jih ne smemo spustiti? Ja, kakor je že praksa in nekako na Animateki je posebej pomembno tudi to, da gostje sodelujejo aktivno, tako da pač imamo pogovore z avtorji. Predvsem opozarjam na pogovor s Pritom Barnom, mogoče najbolj pomembnim letošnjim gostom, čeprav in tudi rezidenčnim umetnikom. Ja, avtorjem plakata, avtorjem podobe, no ampak Prit je zelo velik človek tudi, tako da poleg tega, da bo govoril o animaciji, bo govoril tudi o življenju in ravno to se mi zdi zelo pomembno. In razen tega je pač na festivalu gost tudi japonski teoretik Nobuaki Doi, ki je na nek način celo skoraj specializiral se na estonsko animacijo in na Prita Parna, tako da bo po mojem zelo zanimiv ta pogovor. Andrej Eckert bo predstavil njegov način kuriranja pa njegov pogled pač na razvoj nemškega animiranega filma. Kar se mi zdi zelo pomembno, slovenski dan, torej letos smo dobili ogromno število pač prvih izdelkov slovenskih avtorjev, tudi meni do zdaj neznanih, nepoznanih, no in smo jih pač povabili, da se bodo tle predstavili sicer v kavarni Kinodvora, ampak da bodo tudi z besedo pospremili pač svoje projekte, da nam bodo povedali, zakaj so se odločili sploh animirati in kaj bi radi počeli v prihodnosti. Razstave, koncerti? Ja, itak je vsega zelo veliko, pač razstava, najbolj pomembna razstava Studia Folimaž v Slovenskem etnografskem muzeju, čeprav tudi Aleks Baladi v Hudu France Prešeren z razstavo iz njegovega filma Frankenstein Kor, edinega filma, zelo zanimiva, predvsem tisti, ki strip imajo, čislajo. Prit in Olga Parn itak v Kinodvoru, pač z življenjem iz Gabriele Feri, z razstavo iz filma. In Solveig von Kleist, še ena zelo pomembna avtorica, ki se pa z animiranim filmom ukvarja na drugačen način, v bistvu v prostoru ga dela in bomo lahko tudi v Ljubljani videli pač ta njen način in princip pač poskusa predstavljanja animiranega filma izven kinodvorane. To je v mali galeriji na Slovenski cesti. To pa še audiovizualni dogodki, nekako premjerno, Mediokor, to si vsi zelo veliko obetamo od tega, prvič se bo ta kolektiv Slovenski mlad predstavil. Od starejših, kar je tudi se mi zdi super, da nekako dajemo možnost vsem na lepem prijazni, zelo kulten star band, tam je še iz 80-ih let, ki se je ponovno reaktiviral in njihov frontman, kitarist Vojko Aleksić je v bistvu tudi akademski slikar in je sam oblikoval animirane filme za glasbo skupine. In ponovno nekako dajemo priložnost tudi dvojcu Monopoli, da pokaže, kaj se od lanskega leta sta še razvila. Kakšna je vloga animacije pri teh glasbenih dogodkih oziroma glasbenih? Animacija danes se seli v različne medije in ta pač galerijski oziroma glasbeni prostor oziroma VJing je v bistvu se zelo stika z animacijo. Jaz predvidevam, da bomo v bistvu v Kinodvorani že kmalu gledali tudi take dogodke, kar se že sicer dogaja. Tudi tle v Kinodvoru smo videli recimo pred nekaj tedni en tak pač eksperiment oziroma projekt. Tako da pač prihodnost animacije je tudi izven Kinodvoran, kar me zelo veseli in pač upam, da bomo uspeli slediti tudi tem trendom. Še eno vprašanje. Koliko gostov pričakuje letošnja Animateka? Jaz bi kar rekel enih 100, tako ker se bo ziher še nabralo, nekateri bo prišli v zadnjem trenutku in smo tle res dosegli nek maksimum, ampak mislim, da ravno tudi to priča o tem, kot sem že prej rekel, goste prihajajo sem in participirajo in dejavno sodelujejo na festivalu. Mene veseli, da je tudi letos še več tudi tujih selektorjev prihaja. Rabili smo nekaj časa, da smo do tega prišli in se letos dogaja, da se kar sami javljajo in sami bukirajo, sami prihajajo. Tako da je pač dosežen nek namen, zaradi katerega je bila Animateka sploh ustanovljena oziroma zaradi česar je nastala. Kljub neprofesionalnim pogojem dela se mi zdi zelo visok profesionalni odnos. Najlepša hvala.